Da kulturni dom Medvode postaja prepoznavno prizorišče tudi nekaterih najbolj prepoznavnih in medijsko pokritih predstav, je bilo dokončno jasno s premiero mešanice gledališke predstave in stand-up komedije Muca Maca 2, v kateri občinstvo zabavata Tina Gorenjak in Martina Ipša. Torej, to je stand-up večer, če vas kaj vprašam, lahko odgovorite, torej poskusimo to. Kako ste? No, kak lepo, tako partizani, vsi v en glas, super je bilo. Ja, sem da si malo hlače popravim, vete, hujšam nenormalno zadnje čase. Odkrila sem dobro sluševalno, reče se stres. Lahko kdaj poskusite. Res, ne, verjetno. Mislim, vljudno se mi zdi, da če se še ne poznamo, da se vam malo predstavimo od začetka. Ime je Martina Ipša, prihajam iz Štajerske, niste opazili, ne? Sem si pridobila toliko izkušnj, jaz sem se naučila toliko novega, ker jaz nisem igralka. Jaz nisem končala dobenega izobraževanja v tej smeri. Jaz sem samo stand-up komičarka. In zdaj naučiti se nekaj igrati je zelo težko. Mislim, da je Tina uspela narediti z mene veliko. Uspela tudi narediti to, da nisem govorila svojega in njenega teksta, ker sem navajena na odru biti sama. In dansko je uspela narediti to, da sem utihnila, ne? In počakala celo na odziv, ne? Kar je ogromno, ker vsi, ki me poznajo, vejo, da pa je to dosežek. Ja, moje ime je Tina Gorenjak, Tina G, Muca Maca ali kakor me danes hočete vi. Ampak nekaj vas edin ful prosim, da ste nežni z mano, zato kot tole danes zame prvič, veste, sem ena taka stand-up devica. Ja, slišala sem, ne, da so vse lepe ženske neumne in da so vse lepe in uspešne ženske spale s pravimi. Jaz če zelo iskreno pomislim nazaj, s pravimi glih nisem spala, tako da uspešna glih nisem, ne. Tako da vas res prosim, da mi verjamete, da sem totalno neumna, tako da bo vsaj splošnina vtisnil zven, da sem vsaj res zelo lepa. Hvala lepa. To je tvoja prva stand-up izkušnja. Kako si se pripravljala na to? Dolgo časa? Težko, zato ker stand-up brez publike je zelo težko vaditi, tako da moram reči, da sem bila kar prepuščena eni nemilostni situaciji. In sem zelo vesela, da se je tako dobro iztekla. Veselim se tega, no, da bom lahko pravzaprav prvič v življenju preizkušala to, kako se ti kot stand-uper odzivaš na publiko. Najhujše seveda to, zato ker ti na vajah ne moreš vedeti, kaj bo in kaj ne bo, ne. In zelo velikrat tudi, recimo na predpremieri se je zgodilo, da sva kar malo šle naprej, niso pričakovali toliko smeha, mislim, danes so bile pa sploh salve smeha, tako da hvala lepa. Premiere se je udeležilo veliko znanih estradnikov, ki so vsi po vrsti izražali navdušenje nad pravkar ogledano predstavo in nad obema dekletoma. Ja, 5-kraten je bil, ne. Zelo odličen, jaz sem se nesmrtno zabavala, vse sem vedela, da za Tino sem vedela, Martine pa nisem poznala, ampak sta obe odlični, no, res. Pravzaprav danes sta zelo uporabljali ta humor, po katerem ste pravzaprav tudi vi znani, potem, da iz lastnih izkušenj, da se iz sebe hecate, vam je ta humor blizu? Ja, zelo. Če bi jaz imela predstavo, bi trajala 5 ur, če bi sam pol izkušenj povedala s temi čudnimi moškimi. Meni se je cela predstava zdela genialna, sploh pa one dve in mislim, meni je to super, ker mi je Martina skozi govorila, joj, pa ne morem jaz vaditi pred prazno dvorano, kar res zdaj verjamem, da ne more, ker je čist druga. Ker sem jaz videl zdaj pred polno dvorano in ona se spremeni, ima 100%. Tina je pa profesionalka, ki je navajena tega in to je nov izziv, v katerem se je odlično izkazala. Pri tem je tudi seveda Martina zelo veliko pomagala in Tina Martini, kar se igranega dela tiče. Tako da je ena taka sinergija dveh čudovitih energij, pa one dve sta itak the best punci. Ta pravi dekleti pa pravi Muci, Maci, kakorkoli. Predstava Muca Maca 2 je mešanica gledališke predstave in klasičnega stand-up nastopa, ki je v Sloveniji v zadnjih nekaj letih močno pridobil na prepoznavnosti. Zibelka stand-up komedije so sicer Združene države Amerike, med najbolj znanimi so Seinfeld, Eddie Murphy, Chris Rock, Jay Leno, Jon Stewart, David Letterman in še kar nekaj drugih, vendar se v zadnjem času tudi pri nas stand-up dogodki močno uveljavljajo. Ne gre za to, da je nekaj ameriškega, ravno v tem je poanta, da naredimo nekaj slovenskega, da najdemo slovenski humor, tisto, kaj je Slovencem zanimivo, v čem se Slovenci najdemo, ne da kopiramo, prevajamo ameriške stand-up komikom, ki ne moramo parirati, je pa res, da morate razumeti, da Slovenija je stand-up komedija in komiki prisotni na sceni 3 leta v Ameriki, pa že desetletja, in da ko bo slovenska stand-up komedija 30, 40, 50 let Slovenije, verjamem, da se bo enaki zvezdniki našli, kot se tudi v Ameriki. In katere so tiste teme, ki Slovencem najbolj ležijo oziroma na katere se najbolj odzivajo?
Pa mislim, da niso to teme. Mislim, da je predvsem od komika odvisno, na kak način prezentira določeno temo. Mislim, da ni sama tema, ampak način, na kak lahko ti predstaviš eno temo. Zdaj ne mogu reči, ali je to določena tema, ali na kaj se Slovenci bolj smijo, ali ne. Mislim, da tista iskrenost, ki prepoznava, da človek na odru iskren, da ima svoje izkušnje in da v tem prepoznava in se zato smijo. Obe glavni akterki sta brez dlake na jeziku govorili o moških, o osebnih težavah, o staranju, o ljubezni, o spolnosti, predvsem pa sta bile z medsebojnim sodelovanjem obe izredno zadovoljni. Zdaj, kar se tiče mene, je tega ogromno. Jaz sem navajena stand-up delati popolnoma iskreno. Vse, kar govorim, je res. Morda zato ljudje to začutijo, odreagirajo in se zahvalijo z smehom in z aplavzom, ker ko si res popolnoma iskren, ne, potem se ljudje odzovejo. No, mislim, da je to. Najbistvenejši problem pri naju pravzaprav je bil to, kako narediti zgodbo, ker v gledališču, seveda je to mešanica stand-upa in gledališča in v gledališču pravzaprav mora priti do nekega zapleta, da lahko nastane zgodba. Glede na to, da smo pa mi v trenutku, ko smo se spoznali, smo se zelo zaštekale, ful so postale prijateljice, blazno malo podobne poglede na življenje in svet, na moške in ženske. In nekako, ko smo predpostavljali, da je zaplet ta, da se midva ne marava, je to bilo zelo težko. V bistvu skoraj, to je bil najtežji del, da smo našle žaljivke druga za drugo. Ampak mislim, da je karata. Muco Maco 2 si lahko že 6. aprila zopet ogledate v Medvodah in sicer v Kulturnem domu Medvode ob 19:30. Njemu je čas relativen. Ljubica, sem za pol urce skočam na drinket z mojim prijateljem. Tako bom nazaj. Za pol urce, od 6. popoldan do 2 zjutraj. Ne je čas relativen. Samo za minuto skočim po tuš, pol pa res greva. 2 uri pozneje še vedno čakam, itak da vse zamudimo, pol pa pride ven in se jaz malo razjezdim, povzdignem glas, kak sem jaz nesramna, ne, pa se muli na mene, pol pa smo čez malo meniti, kaj šele karkoli druga, no. In potem se skregava in on se drži en kuhan storž. In potem zaposli in on gleda televizijo. Poprav, on ne gleda televizije, ker po 5 minutah zaspi. Jaz pa ne morem. No, po 5 zjutraj pa je tak super program na televiziji, ne, in kaj gledam Top Shop, ne, in si kupim nekaj, kaj nujno rabim, ne, Bud Shaper za 3x99 evrov. Vsega rabim, ampak ne za toliko denarja. Ja, dejansko. In potem ta stvar leži poleg vojsle, ker nimam kam dati, in so na vodi, zakaj imam vse razmetalo, zakaj nič ne pospravljam. Ja, oprosti, Ljubica, nijemo vsi tak zloženo omaro, kot jo imaš ti, ne, po barvi, pa velikosti, pa po namembnosti. Po barvah, Maurice, bela, siva, temno, siva, kao vojski. Mislim, pa tle ni nobenega kreativnega nereda, zastopiš, mislim, pa to je katastrofa, jaz tega ne morem zdržati, več. Veste kaj, mislim, ženske pa moški, ne, smo si tako različni. Mislim, pa to ni naravno, da smo... Ni naravno? Ne. Mislim, jaz sem dosti, jaz sem Martina prost, jaz sem razmišljala, jaz sem dostega, to je eno stranje totalno. Jaz sem se odločila, evo, jaz sem se odločila, jaz bom kar lezbika postala.